Gospe in gospodje, dovolite, da vas pozdravim. Vesel sem, da je knjiga deležna take pozornosti in jaz bi rekel, da imamo opravka z avtorjem, ki je neusmiljen, imamo opravka z avtorjem, ki ima kondicijo in imamo opravka z avtorjem, ki verjamem, da bo dočakal tudi boljše sadove svojega dela, kot to trenutno je. Jaz bi rekel, da je mogoče tale knjiga Franceta Bučarja Usodne odločitve je tista, ki nas pravzaprav upeljuje v ta trenutek, ker pravzaprav usodne odločitve so tudi danes. Jaz bi pa rekel, bi prebral vam samo njegov zadnjo misel, ki mislim, da je taka, da sodi še danes v en repertoar in prav France Bučar takole. Kot nosilci ideologije je partija že propadla. Ostala je samo še gola bitka za preživetje političnega režima, ki je na oblasti. Različni poskusi idejnega poenotenja so že vnaprej obsojeni na propad, ideološko poenotenje na programu, za katerega je vnaprej jasno, da nikakor ne more uspeti, je brez slehane vrednosti, čeprav samo kot utopija. Poenotenje na programu, ki pomeni opustitev leninizma, čeprav pod kakršnikoli drugim imenom, pa je vendarle opustitev leninizma. Čeprav za partijsko propagando tak program ne more biti sprejemljiv, gre končno le za priznanje očitnega dejstva, ki je že tu. Ideološko naslanjanje na leninizem pomeni oprijemati se skale, ki se je že ukrušila. Jaz moram reči, da bi bil na te misli Franceta Bučarja bi kdo lahko opozoril tudi sedanjo oblast, ki pravzaprav neusmiljeno se oprijema ene skale, ki se bo ukrušila, se je ukrušila in pravzaprav bi bilo priporočljivo, da se o teh stvarih čim več pogovarjamo. Igor Omerza dela, kot se sam žanrsko označuje, politične trilerje in tole, kar sem prebral, seveda je bilo takrat, je bil kar en velik džumbus okrog te knjige, še hujše odmeve tega delovanja Franceta Bučarja pa nam naš avtor Igor Omerza kaže v knjigi Velikani slovenske osamosvojitve in Udba z glavnim junakom Francetom Bučarjem Tikvešem. France Bučar se nam kaže kot ena izredna figura in Udba je imela neverjeten velik dela, da ga je, se pravi, že verjetno so si udbovci nabrali že nekaj kondicije, če so mogli za njim kolesariti ali pa smučati, ampak drugo je pa, da so imeli strahotne težave zaradi izjemnega volumna, tako gibanja kot tudi miselne ambicioznosti in sploh vodstvene vloge, ki jo je France Bučar takrat tudi igral. Tako se nam pravzaprav kažeta dva izjemna sistemska teoretika, se pravi France Bučar in Jože Pučnik, ki sta uspela dejansko voditi ene postopke z veliko intuicijo in tudi z eno veliko znanstveno natančnostjo, sta pa oba dva seveda bila malo posebna in bi rekel tudi ne prav politična človeka pravzaprav. Tako da imamo v bistvu en paradoks, da dva razmeroma politično štorasta človeka naredita tak podvig, kot je slovenska država. Zdaj imamo pa opravka z drugimi štorastimi ljudmi, ki niso kaj dosti bistri, imajo pa veliko volje in hočejo to državo malo spodžagati. Tako da gre pravzaprav za podobno odločanje, ali bomo v toku zgodovine obstali ali ne. Jaz bi rekel, da je zanimiv, kako je Udba z vsem prizadevanjem v bistvu dokazala zgodovinsko vlogo Franceta Bučarja in mogoče bi tukaj tudi ne bilo slabo opozoriti na to vzhodno-nemško izkušnjo, ko so po preračunavanju vseh podvigov Stazija, se pravi nemške politične policije, ugotovili pač, da to nikamor več ne gre, da je preveč energije, preveč stroškov in premalo rezultatov. In pravzaprav je to Udba dokazala tudi na primeru Franceta Bučarja. V vsej muki so nam pomagali z veščo roko Igorja Omerze samo izrisati en izreden portret človeka, ki je znal
ali pa ki je dejansko se z svojo veliko aktivnostjo in svojo veliko prodornostjo povzpel na tiste vodstvene položaje, ki so pomenili tudi razmeroma suvereno in izjemno plovbo kot slovenski naciji in samostojni državi. Igor, čestitam, verjamem, da bodo te knjige, ker mi imamo en zelo razmeroma enostaven test, pač v Sloveniji obstaja velik del zgodovinarjev, ki ne citira naprimer Ljuba Sirca, pa še koga, in obstaja tudi en del zgodovinarjev, ki tudi ne citirajo Igorja Omerze. Čas bi pa bil, da bi to začelo. Tako, Igor, čestitam. Hvala. Hvala, Jože. Vse lepo pozdravljam. Posebej pozdrav še sina gospoda Franceta Bučarja. Mi veseli, da je tukaj. In bi kar začeli. Zdaj, ta knjiga je druga v seriji mojih knjig o velikanih slovenske osamosvojitve in udbi. Pripravljeno imam že tretjo knjigo iz te serije, ki bo govorila o udbi vizavi Jožeta Pučnika. Po načrtih pa sledi knjiga o udbi in zamejskem velikanu slovenske osamosvojitve Francu Jezi. Prva te serije velikanov je bila knjiga o Cirilu Žebotu. No, je šele prvi del, druga dva dela sta že napisana in bosta tudi kmalu izšla. Je pa konec leta 2022 išla tudi moja nova knjiga o udbi in treh velikanih slovenske literature. Sicer sem o Kozbeku in udbi in Pahorju in udbi že objavil dve debeli knjigi, a od takrat se je nabralo nekaj novo najdenih dokumentov, zelo zanimivih, in sedaj sem debeli knjigi skrčil na nekaj 10 strani in so stvari bolj jedrnato prikazane. Poglavje o Jančarju pa seveda popolnoma novo. Če bi imel več gradiva o Jančarju, bi napisal knjigo, a žal ni dovolj gradiva ohranjenega. V knjigi Kozbek, Pahor, Jančar in udba je tudi prolog Udba za začetnike, kjer skušam na poljuden način povedati, kaj je bila udba, pokazati njen rodovnik, vsebino in sredstva in metode, vse začinjeno z nekaterimi konkretnimi podatki in primeri. Koliko mi je to uspelo, bo lahko ocenil samo bralec. Zaradi vojaške počastitve šefa tajne politične policije Janeza Zemljariča, ki je dal na primer zalezovati in celo osebno grozil Kozbeku, ki je dal zalezovati Borisa Pahorja in njegovi udbovci so ozvočili Pahorjev hišo v Trstu. Dalje, ki je dal zalezovati Jančarja in njegovi udbovci so ga spravili celo v zapor. Pod njegovim vodenjem udbe in notranjega ministrstva so pokale udbovske bombe v Avstriji. Operativne vodil ugrabitev v tujini srbskega poslovneža Bato Todorovića. Skratka, gre tudi za mednarodnega državnega terorista, sem se odločil, da napišem knjigo Udbovski obraz Janeza Zemljariča. A gradivo moram še dodatno zbrati, nekaj ga je sicer že na kupčku, tako da ne vem, kdaj bo knjiga izšla, pa bo prav gotovo. Konec prejšnjega leta je išla tudi moja knjiga Jovanka in udba. Blaznost na Titovem Rdečem dvoru. No, za razliko od mojih prejšnjih knjig, ta temelji večinoma na državni, partijski in udbovski dokumentaciji, ki sem jo dobil v arhivu Jugoslavije v Beogradu. Resne knjige brez teh beogradskih arhivov o Jovanki se ne da napisati. Knjiga opisuje tragikomično razmerje Tita in Jovanke, ki mu ni para v svetovni politični zgodovini. Poleg tega zgodovina komunizma ne pozna para, tako nagnjenega k ekstremnemu luksuzu, razkošju, grandomaniji, kot sta bila tu Tito in Jovanka. Morda tu delam krivico zakoncema Čaušesku. Ko je bil France Bučar šef parlamenta na sedež SDK, kjer sem bil jaz generalni direktor, nenapovedano, konec maja 1991, prišla inšpekcija Zvezne službe družbenega knjigovodstva. Inšpekcija je bila pričakovana in logična, saj je bila Slovenija že v procesu osamosvajanja, v katerem smo že večino carinskih dejatev preko SDK-jevskega plačilnega prometa nakazovali v slovenski proračun.
In nekdo ali nekateri v zvezni prestolnici se je pač odločil, da se mora v Sloveniji preveriti, kako se naša služba knjigovodstva pripravlja na popolno carinsko, finančno in denarno osamosvojitev od Beograda. Tako sem se odločil, da bom Beogradčanom prepovedal upraviti inšpekcijski nadzor v Sloveniji. Ker je bila naša SDK podrejena poročanju v skupščini, ne vladi, je bil moj šef pravzaprav France Bučar. Poklical sem ga po specialnem telefonu. Povedal sem mu, da je iz Beograda prišla inšpekcija in da jih bom vrgal ven. Dobesedno tako sem rekel. Bučar, ki je bil znan po kratkih in odrzavih in hitro izgovorjenih besedah, mi je odvrnil. Vrzi jih. Najin pogovor je trajali nekaj sekund. Tako se je delala tudi država na ta način. Seveda se Bučarja osebno spominjam iz Bavčarjevega odbora za varstvo človekovih pravic in iz časov demokratizacije in osamosvajanja Slovenije. Že pred plebiscitom smo hodili po Sloveniji in propagirali osamosvojitev. To je fotka izhoda na Šmarjetni gori pri Kranju, kjer smo doživeli zgovori o samostojnosti prave ovacije. Toda knjiga, ki je pred vami, ni moja knjiga osebnih spominov na Franceta Bučarja, pač pa natančen opis od sicer pretežno uničenega udbovskega gradiva o tem, kako je Udba neutrudno zalazovala Franceta. Ampak pri njemu pa obstaja zanimiv paradoks. Vojna vihra ga je vrgla v Knoj, Ozno in Udbo. Tu ga vidite v uniformi avgusta 1946. Tajni policaji so namreč takrat v službi nosili uniforme. Oktobra 1946 se bo izvil iz Udbe, no desetletja pozneje bo postal vsaj v zadnjih letih propadlega režima najbolj zalazovan posameznik. Trikrat je bil zaradi svojega oporečništva režimu tudi na robu sodnega procesiranja in temu sledečega gotovega zapora. Zdaj vsebina knjige, vidite, tukaj je, v bistvu grem kronološko, ne. Bučar v prvi zalazovalni petletki, se pravi od 75 do 80, Tikveš v drugi zalazovalni petletki od 80 do 85 in France v tretji zalazovalni petletki od 85 do 90. Tudi v letu 90 je bil, imam še dva dokumenta o njegovem zalazovanju. Prvi dokument, v katerem sem našel udbovsko in zato tajno omenjanje Franceta Bučarja, je datiran na 23. marca 1975. To je obdobje, ko je Bučar zaradi svojih za režim spornih javno objavljenih stališč že bil v politične nemilosti in na izhodnih vratih izpoučevanja na pravni fakulteti. To je fotografija Bučara iz septembra 1978 na Dragi. V indikativnem biltenu 19. september 1978 najdemo naslednje vrstice. Dne 1., 2. in 3. 9. 1978 je bilo v parku Finžgarjevega doma na občinah pri Trstu 13. srečanje slovenskih izobražencev. Sergij Pahor je najprej predstavil prvega predavatelja, dr. Franceta Bučarja, bivšega profesora na pravni fakulteti, tako pravi Sergij v tem poroča Udba, za katerega je poudaril, poroča Udba, da bo s svojim znanstvenim imenom podkrepil letošnjo Drago. September 1981. V tajni udbovski informaciji izvemo, da je velikan slovenske osamosvojitve Franc Jeza, po udbovsko separatist, na Dragi 1981 dejal, da bodo bodoči rodovi večno hvaležni vsem tem Blažičem, Ošlakom, Bučarjem, Miklavčičem, ki jih režim ni uspel streti in ukalupiti v svoje miselne tokove. December 1982, udbovsko poročanje, se prvič pojavi Tikveš, se pravi kodno ime zalazovanja Franceta Bučarja. Naslov dokumenta je zadeva Izraelska univerza vabi Tikveša k sodelovanju in je podpisan strani načelnika Centra službe državne varnosti Ljubljana, mesto Boris Zore. Udbovska varnostna ocena marec 1983. Tu pišejo tudi o predavanjih, ki so potekali v okviru vsakoletnega teološkega tečaja za študente in izobražence. Organizatorji, citiram, so med predavatelji lahko napovedali kulturnega delavca širokih razsežnosti. Šlo je za Franceta Bučarja. V oktobrsko-udbovskem varnostnem dokumentu leto 1983 najdemo tole pasico. Varnostno zanimiv je program mariborske založbe Obzorje v zbirki Znamenja, ki jo ureja Dimitrij Rupel, naj bi v prihodnem letu šla knjiga razprav Franceta Bučarja Utvara in resničnost.
No, pripominjam, Udba ne bi bila Udba, če se ne bi dokopala do rokopisa te knjige. Udbovci so v oktober 83 v oceni ukradnega rokopisa nove Bučarjeve knjige ta rokopis secirali in se sekljali. Po obilnem citiranju z njega so namreč izvedli naslednji grozeči zaključek. Iz navedenih citatov je mogoče zaključiti, da Bučarjev rokopis ni znanstvena analiza, temveč zasnutek propagatorskega spisa kontrarevolucije, ki na večjih mestih odkrito namiguje na rušenje jugoslovanske države in zlasti družbeno-političnega socialističnega samoupravljanja. V Bučarjevem rokopisu je več kot dovolj elementov za kvalifikacijo po 114. s kontrarevolucionarno ogrožene družbene ureditve, 133. členu sovražna propaganda in 157. členu žalitev SFRJ, kazenskega zakonika SFRJ. V februarski delovni smeritvi slovenske Udbe za leto 1984 najdemo kratko omembo Tikveša in sicer med alinejami, ki se nanašajo na področje sovražnega delovanja z buržoazno pluralističnih pozicij. Citiram: prioritetno operativno spremljati sovražno aktivnost nosilcev registriranih zadev, anarhist, to je bil Vinko Ušlak, Blaž, to je bil Viktor Blažič, in Tikveš, vemo, France Bučar, na območju SR Slovenije in v zamejstvu. To je fotografija Dimitrija Rupla. Leto 1984, april. V udbovski varnosti ceni izvemo okoli Bučarja, da, citiram, da za veliko pozornostjo pričakujejo posamezniki izdajo Bučarjeve knjige Utvara ali resničnost. Rupel je v stikih s somišljeniki poudarjal, da je pripravljen prevzeti nase tudi kazensko odgovornost, samo da bi Bučarjeva knjiga išla. Se spominjaš? Zdaj, dobro. Sredi novembra 1985 je v udbovskem dokumentu zapisano, da je konfident tajnik 3. Očitno je bil to nekdo z pravne fakultete, v svoji pisarni udbovcu Tomažu Avseniku med drugim povedal Bučarju tudi tole, citiram: glede Tikveša vir pravi, da se na pravni fakulteti ni pojavil že od svoje odstavitve dalje. Tudi na cesti se Tikveš obrne stran. Tudi v splošnem udbovskem poročilu za leto 1985 ne manjka omemb Tikveša. No, citiram: nosilci buržoazno-pluralističnih koncepcij se vse bolj povezujejo s starejšim delom meščanske desnice, krog okoli Nove revije. Z operativnim spremljanjem te strukture smo prišli do spoznanja, da med njimi dobijo vse večji ugled France Bučar. Premalo intenzivno so se realizirale naloge za obdelav, ki so ocenjene kot prioritete. Tikveš, se pravi France Bučar, negativ, Dimitrij Rupel, filozof Tine Hribar, tako da ostajajo nerazčiščene relacije, ki vodijo v tujino. Tu vidite Bučarja v času po turbulentnem izidu Nove revije. V zvezi s tem je zanimiv Kučanov osnutek informacije za zvezno partijo. Citiram: javno tožilstvo SRS proučuje pravne možnosti za uvedbo kazenskega pregona zoper nekatere avtorje spornih prispevkov v 57. številki Nove revije: Iva Urbančiča, Jožeta Pučnika, Franceta Bučarja. No, moram povedati resnici in ljubo, da potem iz osnutka to ni šlo v Beograd, potem je Kučan to vrgel ven. Dalje, ljubljanski udbovec Drago Tešanović je na temelju 2 operativnih razgovorov s konfidentom tajne policije Dušanom, pravo ime Drago Klemenčič, sestavil strogo zaupno informacijo. V njej je tudi naslednji odstavek. Citiram: Bučar France izhaja po emotivni, kakor tudi intelektualni vzgoji iz cerkve oziroma cerkvenih slovenskih krogov Pomišljaj Šentvid. Verjetno ni nikoli v svoji miselnosti prekinil s cerkvijo. V cerkvenih krogih ga spoštujejo kot analitika logičnega misleca. No, to je pa fotka Alenke Puhar, tudi nastopa, ne. V začetku aprila 1987 je nastala informacija tajne policije, ki se ukvarja s kontakti Alenke Puhar, kodno zalezovana kot priloga. Ker si bila zaposlena v sobotni prilogi, verjetno. Citiram: Važen je plakat. Glej, to je bila velika provokacija, da poljski, originalni poljski plakat. No, vidiš, zgodovina je huda,
pove. Po mnenju Puharja večina Slovencev zahteva od svoje politike razsodnost, mir, ter naj povedo, s čim se ne strinjajo, ter navede ob tem Urbančičev in Bučarjev članek iz nacionalne številke revije, se pravi 57. številke revije. To pa je fotka angleške publicistke in kvekarke Stele Aleksander. V depeši ljubljanskega udbovca Bojana Šterka izvemo tole, citiram, dne 28.7.87 smo izvedli akcijo operativne kontrole nad Tikvešem, njegovo ženo in Mišom Jezernikom v Avstriji. Pri tem smo registrirali in fotodokumentirali kontakt omenjenih z angleško državljanko Stelo Aleksander. Operativna kontrola je potekala brez posebnosti. Podrobno poročilo sledi in podrobno poročilo o tem sledi tudi v moji knjigi. No, potem pride pa nekakšen finale, bi rekel, Bučarjev finale, v začetku leta 88, veliki finale Franceta Bučarja v propadlem in zato v bivšem slovenskem socialističnem režimu, saj na povabilo Ota von Habsburga odpotoval v Strasburg in 20. januarja nastopil pred Habsburgovo sekcijo. Nastopil je za tiste čase, mislim na možnost represalij doma, radikalen in neustrašen, saj je France med drugim dejal, da je finančna pomoč Jugoslaviji in podobnim državam nesmiselna in škodljiva, ker jim omogoča nadaljevati protidemokratično prakso upravljanja svojih ljudstv. In potem, to je dosti slavna zadeva, znana, no. In potem je Jože Smole 11. marca 1988 na posvetu slovenskih zadružnikov v Murski Soboti dejal, citiram, zame je to, kar je naredil France Bučar v tem govoru v sekciji Evropskega parlamenta, enako nacionalnemu izdajstvu. No, potem je pa v Beogradu 7. aprila 1988 potekal sestanek zveznega notranjega ministra Dobroslava Čulafiča z republiškimi in pokrajinskimi notranjimi sekretarji in takole tam govoril naš notranji minister Tomaž Ertl, citiram, mi smo dali slovenskemu političnemu vodstvu samo v preteklem letu, se pravi letu 87, o meščanski desnici 127 informacij, o Ruplu 34, o Hribar Spomenki 27, o Bučarju 47 in tako naprej. Bučar ima največ poročil danih slovenskemu političnemu vodstvu v letu 87. Pa to je bilo še pred njegovim izpadom v narekovajih v Štrasburu. To pa je fotka Kučanovega strokovnega predavanja javni in državni varnosti v Tacnu leta 86. Ampak jaz bi nekaj povedal o takem sestanku v letu 88, kajte v knjigi glede Bučarja pomembno, kaj sta o njem govorila takrat slovenski notranji minister Tomaž Ertl in predsednik slovenskih komunistov Milan Kučan. To je bil petek 15. aprila. Na ta dan je namreč Ertl sklical razširjeni kolegi notranjega ministrstva v tacnski policijski kadetnici. Začeli so zjutraj ob 11. zjutraj in ob 11. uri se mi je pridružil 6 slovenskih komunistov Milan Kučan. V daljšem uvodnem delu ki se je začela ob 9. zjutraj, je sekretar Tomaž Ertl dejal Bučarjev, citiram, mi v Sloveniji smo marsikaj namenoma spregledali, vendar po treznem preudarku. S tem smo dosegli to, da nimamo danes nekih izrazitih nacionalnih herojev, ki bi lahko uspešno zbirali okrog sebe večje število somišljenikov. Vi veste, da je Jože Smole obtožil Bučarja zaradi njegovega nastopa v Evropskem parlamentu za narodno izdajstvo. Seveda je cela Jugoslavija pričakovala, da bomo narodnega izdajalca zaprli. Razmislek je v tem, ali v trenutku, ko se pogajamo z mednarodnim fondom, ko iščemo zaveznike tam, kjer zaveznik ima kaj pod palcem, ali je sedaj smotrno zapreti Bučarja takoj, ko se je vrnil z tega Evropskega parlamenta in se dati v diskusijo, ker bi najbrž ves Evropski parlament razpravljal o Bučarju in nesvoboščinah in drugih grdobijah komunističnega režima Jugoslavije. To seveda ne pomeni, da se bomo v organih za notranje zadeve do vsakogor tako opredeljevali. In se niso, če se spomnite potem na afero JBTZ. Leto 88, letno poročilo Udbe, navajam. France Bučar si je v letošnjem letu še bolj utrdil vpliv med oponentskimi strukturami. Iz njegove aktivnosti, ki jo je SDV ugotavljala z operativno-tehničnimi sredstvi preko operativnih pozicij in z drugimi sredstvi in metodami dela SDV, je razvidno njegovo izrazito protikomunistično razpoloženje. Težnja po uvedbi večstrankarskega sistema, konfederativne države
državne ureditve in celo odcepitev Slovenije, če v okviru Jugoslavije takšne rešitve ne bi bile mogoče. No, potem pa konec januarja 1989 naletimo na obsežen udbovsko-analitski dokument. Tekst se peča s političnim stanjem v Sloveniji in izven nje. Ta 36-stranski strogo zaupni in državno tajnostni papir je šef slovenskih tajnih političnih policajev Ivan Eržen poslal šefu slovenskih komunistov Milanu Kučanu, citiram. Se pravi, Eržen Kučanu. France Bučar se je v letošnjem letu angažiral predvsem na dveh področjih. Na eni strani skrbi za lasten imič v zamejskih sredstvih obveščanja, intervju za tržaško mladiko, nastopi na predstavitvah odbora v raznih krajih Slovenije, tiskovna konferenca ob izidu njegove nove knjige. Na drugi strani pa je nastopil kot predavatelj na ponovljenih teoloških tečajih ter potrjeval svojo strokovno vlogo v okviru oblikovanja pravil Slovenske kmečke zveze. Kot svetovalec in analitik pa je v rednih stikih s slovenskim cerkvenim kapitljem. To je fotografija Bučarja iz leta 1989, pravzaprav iz Drage tistega leta. Milanu Kučanu, šefu Slovenske komunistične stranke, je šef UDBE Ivan Eržen poslal 5. septembra 1989 podatke o Niku Kavčiču. V teh strogo zaupnih podatkih, izključno za naslovljeno osebo, se pojavlja tudi France Bučar in več o tem seveda v knjigi. Potem pa zadnji udbovski dokument z omembo Bučarja je iz 20. marca 1990. Se pravi zelo pozno, 8. aprila so bile volitve. Sestavil je udbovec Vasja Leskovec, podpisal pa šef novogoriške UDBE Danilo Zoren. Na 7. strani te tajne in strogo zaupne in državno-varnostne pisarije izvemo naslednje. Dne 15. februarja 1990 je emigrant Vinko Levstik potoval v München, Zvezna republika Nemčija. Odpotoval je nenadoma in to z letalom. Po vrnitvi naslednji dan je dejal, da je imel v Münchnu sestanek s Slovenci v svetovnem kongresu in da se je vračal z eno veliko glavo. Neki udbovski bralec je ob tej veliki glavi ročno in svinčnikom pripisal Bučar. Seveda sem pri Francetu Bučarju vizavi UDBE, kot tudi pri opisovanju udbovskega zalezovanja drugih posameznikov, doma ali na tujem, omejen z dejstvom, da sta Ivan Eržen, šef slovenske UDBE, in Tomaž Ertl, to je fotografija Eržena, slovenski notranji minister ukazala v zadnjih izdihljajih nedemokratičnega režima 1. 7. marca 1990, 2. 19. aprila 1990, torej že po volilni zmagi Demosa, masovno uničevanje udbovskega gradiva. Uničevalo se je 16. maja 1990, na dan, ko je v parlamentu prisegla nova Demosova vlada. Tu je fotka Toneta Stojka iz 7. maja 1990, objavljena v takratni Mladini o arhivskem konvoju pred papirnico Količevo. Količevo ni bil arhivska enota, ampak ne, tam se je papir spremenil v papirnato kašo. Ob tem, ko je bila večina udbovske dokumentacije uničena v ognjenem žrelu in v mehanski obdelavi, se postavlja logično vprašanje, kako je potem sploh mogoče verodostojno predstaviti javnosti anatomijo slovenske tajne politične policije in kako je bilo sploh mogoče napisati tudi to knjigo in do sedaj že mojih skoraj 20 knjig o UDBI. Prvič, udbovski arhiv, kar je od njega ostalo, je več ali manj odprt od leta 2006. Na predlog Janševe vlade je parlament takrat sprejel ustrezno arhivsko zakonodajo. Drugič, dejal bi, da gre pri metodi raziskovanja in kasnejšega predstavljanja delovanja slovenske tajne politične policije za nekakšno arheološko delo, ko iz drobcev dokumentacije skušam izlučiti logiko delovanja UDBE in posamezne udbovske zgodbe. In tretjič, še bolj pomembno pa je to, da je bilo uničenje gradiva sicer velikansko, a nekako neenakomerno. Nekateri deli so popolnoma uničeni, nekateri deli pa so očitno popolnoma ohranjeni. Zakaj temu tako, ne bi vedel odgovora. Od še živečih udbovcev pa ni mogoče pričakovati v tej ali kaki drugi zvezi nobenih pojasnil. Delali so v megli in v njej bodo, na srečo ne v celoti, tudi ostali. Hvala. Zdaj pa izvolite, če ima kdo kakšno svoje mnenje, razpravo, vprašanje. Mikrofon je vaš.